Danes bomo pri slovenščini prebrali eno prečudovito pravljico, ki jo je zapisala avtorica, pisateljica Svetlana Makarovič. Jo poznate že? Smo že brali nekaj njenih del in naslov te zgodbice je Miška spi. Vsakdo ima rad pravljice in povestnice za lahko noč. Katere imaš najraje ti? Se mogoče spomniš kakšnega naslova? Ali tudi ti, potem ko je pravljica končana, rečeš še eno, samo še eno? Mišja princeska že reče. In ker je princeska, jo mora mišja pestунja ubogati. Kaj pomenijo besede princ, princesa, kraljična, kraljevič? Verjamem, da si že kdaj slišal za ta poimenovanja. Kdo so to? Kakšni so po zunanjosti? Kako so oblečeni in obuti, kaj imajo na glavi? Spomni se kakšnih drugih pravljic, zgodbic, risank. Kdo streže princem in princesam? Kaj misliš, katere služabnike imajo? Kaj ti služabniki vse počnejo, kaj delajo? Princi in princese imajo služabnike in imajo celo posebnega služabnika za to, da jim pripoveduje pravljice in povestice, preden gredo spat. Zanimivo, kajne? In ta služabnik je še posebej prijeten. Poslušaj pravljico o mišji princesi, ki je morala njena pesterna povedati zvečer pred spanjem 22 povestic. Pravljico z naslovom Miška spi je napisala Svetlana Makarovič. To je tale gospa spodaj. Brali smo, kot že omenjeno, nekaj njenih del. Sedaj se pa udobno namesti in prisluhni pravljici. Svetlana Makarovič, Miška spi. Miška ne more zaspati. Premetava se sem in tja, vse gnezdo je že razmetala. Princesa, jo pokara siva miš pestrna, bodite vendar malo manj poredni. Saj se obnašate kakor navadna miš. Ne bom spala, zatrmoglavi bela miška. Ne bom zaspala, dokler mi ne poveš povesti. Ampak princesa, saj sem vam jih povedala že 22. O zajčku, ki je šel na luno, o sraki pevki, o strašnem volku. Povej mi še enkrat, sekuja miška. Vseh 22? Pestrna se prime za glavo. Miška pa razposajeno maha s tačkami. Vseh 22. Pestrna vdihne in se vda v usodo. Odkašlja se in začne pripovedovati o zajčku, ki... Miška se je zvila v drobcen puhast klobčič na sviljeni blazini, spodvila je tačke z velikimi bleščečimi očmi, strmi v strop in posluša. Nikar tako glasno ne šumite z listi knjige. Hodite po prstih. Miška spi, gorje, če jo prebudite. Potem bi morala uboga siva miš pestrna spet in spet pripovedovati pravljice. Kajti princesa Miška je grozno razvajena. Zdaj spi, oči ima zaprte, tačice spodvite, pa sanja o velikem sladkem mesecu, ki ga bo nagrizla, naglodala. Zunaj za obzidjem se plazi stari črni jež. Rad bi prišel v mišji grad in požrl belo miško princeso. Miška se v spanju nemirno zgane in zavzdihne. Mišjim uslužbencem zastane dih in spi naprej.
Zunaj se pes čuvaj nemirno trga na verigi. Potem preseka noč srdit laješ. Pes se zakadi v ježa, ga poskuša ugrizniti in zacvili od bolečine. Jež zbeži v noč, ne bo ga nazaj. Pes pa si oblizuje od bodic ranjen smrček. Ampak jutri bo že zdrav in vse bo dobro. Miška toliko, da se ni prebudila ob tem hrupu. Stara Pestrna tiho poje mišjo uspavanko in Miška se umiri. Ne govorite vendar tako na glas. Pš, pš. Kaj si v zgodbici najbolj zapomnil? Odgovori ustno. Kaj ti je bilo še posebej všeč? Ali katere besede nisi razumel? Mogoče besedo pestrna? Pestrna je ženska, ki skrbi za otroke. Pravzaprav pestrne danes ne imenujemo več tako, včasih, veliko let nazaj, so bile pa to kot nekakšne varuške, ki so skrbele in vzgajale za bogate otroke, otroke bogatašev. To so bile ponavadi kakšne punce iz revnih družin, ki so jih starši poslali k bogatejšim, da so tam služile denar. Kaj je to povest? Povestice, to so krajše zgodbice. Kaj pa gorje? Gorje ga človeku. To pomeni neko žalost, neko trpljenje. V priponki imaš odlomek tele pravljice Miška spi. Preberi jo najprej potihem, potem pa glasno. Vadi branje. Sedaj ustno odgovori na moje vprašanja o pravljici. Kakšna je videti mišja princesa? Kako si jo ti predstavljaš? Opiši jo. Ali je bila princesa priden otrok? Kako veš? Ali je bila princesa srečen otrok? Kako veš? Kaj pomeni, da je bila srečna? Da je bila zadovoljna s svojim življenjem, tako. Sedaj pa opiši Pestrno. Kakšna je njena služba? Je to prijetna služba? Kaj pa, kadar je princesa poredna? Kje se je pravljica dogajala? Kdaj se je mišja pravljica dogajala? Kaj se je dogajalo v pravljici? Na kratko s svojimi besedami obnovi pravljico, tako kot to počnemo pri bralni znački. Kaj misliš, ali je tale zgodba resnična? Zakaj ja in zakaj ne? Verjetno si odgovoril, da tale zgodba ni resnična. In imel si prav. To je pravljica. Se spomniš, ko smo se že v prvem razredu pogovarjali o pravljicah, kot so Rdeča kapica, Volk in 7 kozličkov, Sneguljčica, Pepelka. Spomni se, kaj je značilno za pravljice, katero značilnost opaziš tudi tukaj v tej pravljici. Tako, ena izmed značilnosti je, da živali, predmeti oživijo, da lahko govorijo in imajo človeške lastnosti. V tem primeru sta to miški. Kaj je še značilno za pravljice? Ja, značilno je, da se začnejo z besedami nekoč, pred davnimi časi, da imajo srečen konec, srečen zaključek, potem, da imamo dobre in slabe osebe v pravljicah, ter tudi pravljične predmete. Pravljična števila,
Spomni se, to so števila 3, 7, 11. Sedaj boš potreboval zvezek na črte oziroma zvezek z vmesno črto. Odloči se. Če želiš, lahko pišeš z velikimi tiskanimi črkami, če ne, pa z malimi tiskanimi črkami. Če boš pisal z velikimi tiskanimi črkami, v zvezek na črte napiši naslov Svetlana Makarovič, Miška spi. Naslov zapišeš z rdečo. Če se odločiš za male tiskane črke, enako stori v zvezku z vmesno črto. Spodaj zapiši 5 povedi o pravljici. O čem ta pravljica govori? Ne pozabi, začni na začetku, potem nekaj, lahko kakšno poved o glavnem delu zgodbe in kakšno poved tudi o zaključku. Pazi, da pišeš pravilno, natančno, z velikimi začetnicami in pikami, ki morajo biti rdeče. Kako pa si ti predstavljaš mišjo princeso in njen grad? Spodaj še to nariši. Potrudi se.